Dober dan, bi kar začeli. Dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali na današnjemu vabilu na današnjo novinarsko konferenco, ki jo pripravljamo ob 15. oktobru, ki je dan bele palice. In tokrat smo izbrali temo starostna degeneracija rumene pege, na kar bi vas želeli opozoriti in da potem vi te informacije potem prenesete tudi naprej javnosti, ker je to zelo velik problem, kot bomo danes skozi novinarsko konferenco potem tudi spoznali. Tako da na začetku za nekaj uvodnih besed, kakšna je vloga očesne klinike pri tej zelo odlični oskrbi starostne degeneracije rumene pege, ki jo imamo v Sloveniji, bi najprej prosila profesorico doktorico Mojco Globočnik-Petrovič, da poda nekaj uvodnih iztočnic. Hvala lepa. Očesna klinika UKC Ljubljana je vodilna bolnišnica za obravnavo bolnikov z starostno degeneracijo makule. Zdravimo nekaj več kot tretjino bolnikov s to boleznijo v celi državi. V številkah to pomeni, da smo v lanskem letu zdravili okrog, oziroma še celo nekaj več kot 2000 bolnikov in kar 400 bolnikov smo na novo vključili v ta program obravnave in zdravljenja. Nekako se trudimo in mislim, da smo pri tem zelo uspešni zagotavljati zares učinkovito in kvalitetno oskrbo teh pacientov, predvsem zdravljenja. Zdravljenje mora biti pravočasno in seveda mora biti dostopno, da imamo lahko dobre rezultate in seveda to mislim, da v celoti tudi izpolnjujemo. Naši pacienti, seveda je vedno nekaj takih pacientov, ki pa kljub temu, da je za njih poskrbljeno v smislu seveda preventive, v smislu zgodnje diagnostike in seveda tudi zdravljenja, pa kljub temu lahko pride pri nekaterih pacientih do nepovratne izgube vida in to je tista ranljiva skupina pacientov, starejših ljudi, ki nujno seveda potrebujejo oskrbo v našem centru za rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Kar bi želela še posebej izpostaviti danes, je to, da smo nedavno stopili v stik z Narodno galerijo. Narodna galerija v skrbi za kulturno ozaveščanje ranljivih skupin skrbi tudi za slepe in slabovidne na ta način, da parkrat na leto organizirajo posebej za to prilagojeno vodenje. Po Narodni galeriji rezultat tega našega sodelovanja je v tem, da imamo na voljo tipno reprodukcijo ene slike Luize Besjakove in nekaj oziroma audio-vizualizacijo slik iz galerije. Vse to počnemo za čim boljšo rehabilitacijo in oskrbo naših pacientov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo s profesorico doktorico Polono Jaki Mekjavič, oftalmologinjo, ki nam bo pa povedala, kako pogosta je starostna degeneracija rumene pege v populaciji, kako jo prepoznamo, kako jo tudi zdravimo. Lepo prosim. Ja, hvala lepa. Zdaj, če najprej povemo sploh, kaj je starostna degeneracija rumene pege oziroma starostna degeneracija makule. V bistvu je to bolezen, ki okvari centralni vid. Makula je majhen delček mrežnice, torej je globoko notri v očesu. In v njej so čutnice, ki zaznajo svetlobo najbolj nagosto razporejene, zato ker makulo mi uporabljamo za oster, natančen vid. Če je makula okvarjena, je potem prizadet centralni vid, prizadet je vid tako na blizu kot vid na daleč in tudi z očali ni vid nič boljši. Najpogostejša okvara makule pa je starostna okvara, ki jo imenujemo starostna degeneracija makule. To je pogosta bolezen, v Evropi jo ima vsaka četrta oseba starejša od 65 let.
Starostjo se pogostost te bolezni izrazito povečuje, zaradi staranja populacije, zaradi staranja prebivalstva pa se tudi prevalenca veča. In napovedi so, da bo do leta 2040, se pravi v naslednjih 15 letih, da bo se prevalenca predvidoma povečala za več kot 50%. Torej je to precej aktualna bolezen. Zdaj, začetne spremembe pri ljudeh, ki imajo starostno degeneracijo makule, nimajo nobenega pomembnega vpliva na vid. Tako da začetnih sprememb sami, če imamo to bolezen, niti ne moremo ugotoviti. Najde pa jo očesni zdravnik pri natančnem pregledu oči, ko pregleda globino oči, torej mrežnico. Ko pa bolezen napreduje, potem pa prizadeti ne vidi brat, ne vidi na uro, ne vidi na telefon, ko usmeri pogled v sogovornika, naprimer ne prepozna obraza, kamorkoli pogleda, v sredini vidnega polja vidi temno liso. In tudi, vendar pa, ko bolezen napreduje tudi v končni fazi bolezni, pa periferni vid ostane, se pravi vid, ki nekako recimo zadostuje za gibanje v prostoru. Ta vid pa tudi pri najbolj napredovani degeneraciji ostane. Poznamo dve vrsti napredovane starostne degeneracije makule, atrofično in pa neovaskularno oziroma tako imenovano vlažno obliko. Za atrofično, ki počasi napreduje, zaenkrat še nimamo klinično učinkovitega zdravila. Za neovaskularno, se pravi vlažno, ki hitro napreduje, ki v nekaj tednih oziroma nekaj mesecih lahko okvari centralni vid, pa imamo učinkovita zdravila. Uporabljamo biološka zdravila in ko za zdravljenje neovaskularne starostne degeneracije makule uporabljamo biološka zdravila, jih vbrizgamo neposredno v oko. Sprva enkrat na mesec, potem pa te intervale med odmerjanji prilagodimo posamezniku. Zdravljenje te bolezni traja več let. V Sloveniji zdravljenje neovaskularne starostne degeneracije makule izvajamo v 7 centrih, v katerih izvajamo tudi diagnosticiranje te bolezni. Na voljo imamo najnovejša zdravila za zdravljenje neovaskularne oblike in ko je postavljena indikacija za zdravljenje, je zdravljenje dosegljivo takoj, brez čakanja. Starostna degeneracija makule je degenerativna bolezen in je mi pozdraviti ne moremo. Lahko pa pri tej neovaskularni obliki pomembno poslabšanje vida oziroma izgubo tega centralnega vida zelo lahko preprečimo ali pa saj zelo učinkovito odložimo. Torej, to zdravljenje je učinkovito, če ga začnemo izvajati zgodaj in če ga redno izvajamo. Zato je tudi pomembno, da hitro prepoznamo napredovanje bolezni, se pravi napredovanje v starostne degeneracije makule v neovaskularno obliko. Prav s tem namenom mi bolnikom, ki imajo te začetne spremembe v makuli, svetujemo redne kontrolne preglede pri oftalmologu, pri očesnem zdravniku in pa tudi samo spremljanje z Amslerjevim testom. Zdaj lahko pokažemo še tale Amslerjev test, to je v bistvu enostaven test za samo spremljanje vida, centralnega vida. To je kvadrat z mrežo, 10x10 cm velik kvadrat, z mrežo vzporednih vodoravnih in navpičnih črt, v sredini pa je pika. Test izvedemo tako, da gledamo z enim očesom v piko in opazujemo črte. Če opazimo, da je na kakšnem mestu črta zvita ali pa da črte sploh ni, če je to neka nova ugotovitev, je potrebno najti razlog, ugotoviti, zakaj je do tega prišlo, torej je potreben pregled makule, ki ga naredi očesni zdravnik. Pomemben je pregled makule zato, ker je vzrok za te nove spremembe v Amslerjevem testu lahko napredovanje sprememb v makuli v neovaskularno obliko, ki jo pa lahko zdravimo. Zdaj testiramo seveda tako, da testiramo vsako oko posebej. To test izvajamo na bližini, se pravi na bralni razdalji, kar pomeni, da če uporabljamo očala za branje, jih uporabljamo tudi pri izvedbi tega testa. Najlepša hvala. Zdaj smo spoznali diagnostiko in zdravljenje. Seveda pa v okviru očesne klinike poteka tudi celovita rehabilitacija.
Zato prosim izredno profesorico doktorico Natašo Vidovič-Valentinčič, ki je vodja Nacionalnega centra celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih. To je tega prostora, v katerem tukaj danes smo, poleg v bistvu tima strokovnjakov, ki delajo tukaj, da nam predstavi tudi ta program celovite, pomenjeni program te celovite rehabilitacije. Hvala. Res je kar en velik delež ljudi, kjer je zdravljenje, ki ni več mogoče ali pa kjer pride do napredovane oblike bolezni, ki je profesor Jaki omenila, se udeležuje tudi rehabilitacijskih obravnav v našem nacionalnem centru. Vsekakor izguba vida velja nekako za eno najhujših oblik invalidnosti. In ljudi, ki imajo zmerno ali hudo okvaro vida, je v svetu recimo preko 200 milijonov. Predstavljamo si zmeraj, da je slepota nek tak enoumen pojem, se pravi, da pravzaprav nič ne vidiš, ampak v resnici popolnoma slepe osebe, se pravi take, ki ne zaznavajo svetlobe, predstavljajo samo manjši delež tistih, ki imajo okvare vida. Večina ljudi iz te skupine je pa slabovidnih, kar pomeni, ali imajo zmanjšano vidno ostrino, ali imajo zoženo vidno polje in nekateri se niti ne uvrščajo po tej ožji medicinski definiciji med uradno slabovidne osebe. Seveda se pa ob tem ves čas zavedamo, da slepota ali slabovidnost ni samo zdravstveni, vedno je tudi socialni problem in vedno je tudi ekonomski problem. In staranje prebivalstva, ne samo v Sloveniji, seveda tudi v vseh razvitejših družbah, bo skupaj s temi povečanimi zahtevami sodobne, predvsem informacijske družbe, predstavljalo še večji problem ali pa bo še povečalo vpliv tovrstne invalidnosti seveda na našo družbo. Tega smo se začeli tudi na očesni kliniki zavedati že pred kar nekaj desetletij z dr. Milico Kolar-Bolka, ki je prva ozavestila potrebo po tem, da se posebej obravnavajo ljudje s slepoto in slabovidnostjo v smislu tudi celovite, najprej oftalmološke, nato celovite obravnave. In tako smo izdelali program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki smo ga potrdili na vseh ustreznih mestih in kasneje potem implementirani v splošni dogovor leta 2018. Izjemen je ta program v tem, da je to zdravstvena pravica. Zdravstvena obravnava vsakega posameznika je vedno sestavljena iz preventive, iz kurative in pa seveda tudi iz rehabilitacije. In tako ostajajo osebe s slepoto in slabovidnostjo še vedno del oftalmološke skrbi in skozi oftalmološko skrb še vedno del vseh profilov, ki sodelujemo pri celoviti obravnavi, tako kot so recimo tudi ljudje z nekimi kompleksnimi poškodbami del, ne vem, obravnave v uri Soča ali kje druge. Ker je to zdravstveni program, je obravnava zelo tekoča, recimo ne ločujemo seveda med otroci, med zaposlenimi, med upokojenimi, med mladostniki in tako naprej. To je zdravstvena pravica, ki pripada vsakemu, ki je po medicinski definiciji slep ali slaboviden in ki je zdravstveno zavarovan. Danes se tudi tukaj nahajamo v novih prostorih Nacionalnega centra za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ki smo ga odprli, ta prostor otvorili, bi rekla, leta 2018 pomladi in je pravzaprav posnetek, ni bolnišnična, to ni bolnišnični prostor, ampak je posnetek celo lepo opremljenih bivanskih prostorov. Recimo tam imamo kuhinjo, imamo spalnico, imamo kopalnico, imamo dnevno sobo, a ne? In gre za to, da so naši rehabilitanti umeščeni v okolje in izzive, predvsem katerim bodo izpostavljeni tudi doma. In s tem se seveda lahko privajaš na samostojno življenje. Organizacija našega centra predstavlja s tem, da je zdravstvena pravica in s tem, da je obravnava multidisciplinarna, da pri njej sodeluje več profilov, predstavlja unikum v širši regiji, ne samo tukaj v našem ožjem prostoru.
ker pomeni pravzaprav dostop do vseh profilov, ne samo do oftalmologa, do medicinske sestre, ampak tudi do tiflopedagoga, se pravi specialnih učiteljev, do, o čemer bo več povedala gospa Škrlec, do psihologov in tudi do socialnih delavcev. Število obravnav pri nas se povečuje, recimo letos do konca avgusta jih je bilo že preko 1000, kar je nekaj 100 več, recimo kot pred 2 leti do konca leta. In pomemben delež seveda predstavljajo tukaj tudi starostniki, predvsem starostniki s starostno degeneracijo makule, ki pa za nas predstavljajo še poseben izziv, se gre velikrat tudi za kombinirane invalidnosti, recimo slabši sluh ali pa slabša mobilnost, in tega se zelo dobro zavedamo in naše programe, ki jih ponujamo, prilagajamo tudi med drugim tovrstni populaciji. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim še asistentko Evo Škrlec-Velkavrh, tiflopedagoginjo, ki deluje v tem centru, da nam pove več o tem, s kakšnimi težavami se srečujejo osebe z degeneracijo rumene pege in kako potem kot tiflopedagogi in tudi širše vaš tim pomaga pri rehabilitaciji. Hvala za besedo. Kar bi vam jaz danes želela sporočiti, je to, da si boste mogoče nekoliko bolj konkretneje predstavljali, kako izgleda obravnava v našem nacionalnem centru. Ljudje z starostno degeneracijo rumene pege, ki prihajajo v naše prostore, kot prve izzive, težave ponavadi navajajo, da ne prepoznajo več svojcev, da ne vidijo sebe v gledalo, da ne zmorejo več prebrati sporočil na telefonu, da ne vidijo, kje se vklopi kuhalna plošča, pečica, se pravi take zelo vsakodnevne aktivnosti, da ne prepoznajo številke avtobusa. In kot je že bilo danes nekajkrat omenjeno, izrednega pomena je, da k temu pristopamo tem njihovim izzivom multidisciplinarno. Se pravi, obravnava se začne pri oftalmologu in pa medicinski sestri. Tam vsak posameznik v eni dalj časa trajajoči obravnavi preizkusi vse neke možne optične pripomočke, različne lupe, ročne lupe, elektronske lupe, teleskopska očala. Prav tako je možno, ker je raba teh pripomočkov kar zahtevna, to niso takšna običajna očala, da imamo možnost, da te ljudi po nekaj časa povabimo nazaj in preverimo, ali so se zmogli naučiti rabe oziroma jim to ustrezno prikažemo. Zdravnik prav tako poskrbi za kategorizacijo po definiciji slepote in slabovidnosti, kar pa ljudem veliko pomeni predvsem pri urejanju nekih nadaljnjih pravic, ki izhajajo iz slepote oziroma slabovidnosti. Zatem pa se lahko oseba, glede na svoje želje, glede na svoje potrebe, tudi motivacijo, odloči še za vključevanje pri ostalih strokovnih profilih našega centra. Sama sem tiflopedagoginja, torej učiteljica za osebe s slepoto in slabovidnostjo. Mi jih najpogosteje opremljamo z veščinami, z znanjem, s spretnostmi, ki jim omogoča povrnitev samostojnosti ali pa ohranjanje samostojnosti ravno pri teh vsakodnevnih opravilih. Učimo jih, kako čim bolje izkoristiti ostanke vida, kaj je tisto, kar jim bo ustrezalo, je to dodatna luč pri bližinskem delu, močnejši kontrasti, da je potrebno zapisovati z debelim flomastrom, ne vem, listek za trgovino in tako naprej. Prav tako jih, na primer, učimo, kako uporabljati telefon s povečavo ali pa s pretvorbo v zvok, kako si lahko prilagodijo že obstoječe, domače, gospodinjske in pa druge pripomočke, kako, na primer, lažje prepoznavaš denar in tako dalje. Naš glavni cilj, se pravi tiflopedagoških obravnav, je, da oseba ne glede na izgubo vida in ne glede na pridružene bolezni, ki so pogoste pri starostnikih, skuša ostati čim bolj samostojna v svojem življenju. Zdaj za nekoga bo to pomenilo, da bo, ne vem, z zvočno tehtnico pekel piškote in z ročno lupo preveril, a je pravilno nastavil pečico. Za nekoga drugega bo pa mogoče to samo tipno prilagojena, označena mikrovalovna pečica, da si bo lahko sam pogrel obrok. Zdaj, izguba vida je izguba, se pravi kot izguba, ne vem, službe, svojca in seveda to prenaša določene tudi čustvene izzive in v našem timu zato delujejo tudi psihologi, ki za svojimi obravnavami, tako v individualnih kot pa v skupinskih oblikah, nudijo podporo tem ljudem in pa tudi njihovim svojcem. Če pomislite morda na izpolnjevanje kakšne vloge na Centru za socialno delo, na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so to stvari, ki tudi nam predstavljajo precejšen izziv. Kaj šele, če pomislimo, da gre za to, da slabo vidimo, kaj piše v vlogi oziroma so te črke za nas premajhne.
Takrat pride na vrsto naša socialna delavka, ki poleg tega, da tudi skuša ohranjati socialno mrežo teh oseb, se pravi, da jih spodbuja k vpisom v društva slepih, slabovidnih oziroma v neka lokalna okolja, da ostajajo aktivni, skrbi tudi za to, da jih v prvi vrsti informira o pravicah, ki jim pripadajo, hkrati pa jim seveda tudi pomaga pri izpolnjevanju teh vlog. Čudovita zadeva je, da med seboj vsi strokovni profili lahko vsakodnevno sodelujemo. To mogoče čisto konkretno pomeni, da bo gospa za starostno degeneracijo rumene pege tudi pri socialnem delavcu uporabljala ročno lupo in se bo k temu tudi spodbujalo. In pa seveda, da imamo nenehno podporo nekih različnih strokovnjakov tudi med sabo na nekem strokovnem nivoju. Za naše rehabilitante imamo splošne možnost tako individualnih kot skupinskih obravnav. Rehabilitacijske oziroma terapevtske skupine so se izkazale za nekaj čudovitega za starostnike z degeneracijo rumene pege, ker imajo tam možnost poleg neke strokovno vodene obravnave tudi spoznati ljudi, ki imajo podobne izzive v vsakodnevnem življenju kot oni sami. Vedno pa seveda izhajamo iz nekih strokovnih ocen, potreb, pripravljenosti rehabilitanta za vključevanje v rehabilitacijo. Možna je tudi obravnava na domu, se pravi na terenu ali v njihovem domačem okolju ali v domu starostnikov. Kar je pa izrazito velik doprinos je pa to, da lahko obravnavamo tudi svojce, njim pomembne druge prijatelje. Se pravi, da tudi njih opremimo, kako zdaj mami, ženi pomagati, da bo ohranjala to samostojnost in da ne delajo preveč stvari namesto njih. Za zaključek bi rekla, da mislim, da je zelo pomembno, da se ljudje z starostne degeneracije rumene pege zavedajo, da kljub napredovali obliki slepoti, slabovidnosti, to ni konec, da obstajajo neke storitve, ki jim lahko omogočajo ohranjanje samostojnosti in posledično tudi kakovosti življenja. In kljub temu, da danes tukaj govorimo o le pravzaprav eni bolezni, so naši rehabilitanti med seboj izjemno različni, kako izkoriščajo ostanke vida, kakšne aktivnosti so bili predhodno vključeni, zato pa tudi naše delo ostaja izjemno raznoliko, raznovrstno in pa seveda tudi zahtevno. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi gospa Marija Osana Bartoncelj, ki pa se je soočila osebno s starostno degeneracijo rumene pege, pa je moje prvo vprašanje morda za vas, če nam poveste, kako je sploh prišlo do diagnoze. Sam trenutek, se opravičujem, sam na kamere predstavijo mikrofone. Kako je prišlo pri vas? Jaz sem bila ta prvi operirana za sivo mreno in po enem letu, v tistem, ko sem bila na kontroli, je zdravnica ugotovila, da imam nekaj narobe in je rekla takoj na očesno kliniko, pod nujno, in pa so mi ugotovili rumeno pego. In potem je nekaj časa potekalo zdravljenje? 2 let sem hodila samo na kontrole, ni se nič tako poslabšal, pa sem pa začela dobivati injekcije. Prvo eno oko, zdaj oba očesa. Letos pa od junija meseca se mi je zelo poslabšal desen oko, ker ne vidim na uro, po noč, naprimer na digitalno in tudi na ročno. Tako da potem sem ugotovila, da se mi je poslabšal, tako nadaljavo še ne. Nadaljavo jaz vidim meglen. In katere prilagoditve oziroma kaj je potem pomenilo za vas, za vaše osebno življenje? Ja, imam za televizijo tista očala, potem imam lupo z lučko, pa imam pa predvajalnik za knjige poslušati, tako da se nekaj dogaja, ker televizijo, kar je slovenskega, da gledam lahko, da poslušam, ker brati tako ne morem. Filma ne morem nobenega gledati, ker ne morem čitati. Tako da to mi je najbolj... Kaj ima vožnja avtomobila? Ne, to sem prenehala, to sem ugotovila, videla sem semafor, to še, ampak sem rekla, če mi pa eden prileti ali pa s kolesem zapelje pred mano, ne bom videla tisti moment, se lahko kaj zgodi, sem prenehala samo od sebe. Da je že 4 leta ne vozim več.
Ampak vse ostale aktivnosti pa poskušate ohranjati. Vizila sem se pa še s kolesem, ne malo. Tako da drugače pa sem aktivna dost pravzaprav. Tako da se ne dam. Najlepša hvala, jaz sem pripričana, da tudi mediji imajo vprašanja še verjetno za vas. Tako da zdaj v bistvu ta prvi del teh uvodnih besed oziroma teh izhodiščnih informacij smo vam predstavili, zdaj pa so vse govorke na voljo za vaše vprašanja. Jaz bom kar dodala, da se gospa Bertoncer nič ni pohvalila, da je ena čudovitih rehabilitantk v našem centru, ker se kar nekaj časa vodi in še vedno hodi na skupine. Da je še zmeraj aktivna in skrbi za to, da, kar smo pravzaprav danes govorili, no? Da ohranja... Ja, te imamo v ponedeljek spet skupino. Tako da sem zdaj že kar vsak dan tukaj. Mogoče pa rekli ste, da to ni ozdravljivo. Vedeli ste, da tale neurovaskularno imate injekcije, zato ki napreduje počasi, pa ne. To se torej sploh nič ne zdravi. Oziroma, kako poteka za to bolezen, ki napreduje počasi? Tako je, sama bolezen, starostna degeneracija makule je degenerativna bolezen in postopno se vid slabša. In v začetka prizadeti nima nobenih težav z vidom. Potem, ko pa se te spremembe v makuli povečujejo, pa nastanejo postopno spremembe. In mi govorimo o dveh napredovanih oblikah, tej atrofični, za katero nimamo nobenega učinkovitega zdravljenja. Tukaj pač stvar moramo prepustiti, ne moremo zdraviti. Za drugo, neovaskularno, ko pa vraščajo nove žile, pa imamo učinkovita zdravila. Tudi, na primer, pred gospejo, ona je imela neovaskularno obliko, pred 8 leti je bila pri njej postavljena diagnoza in je začela zdravljenje in je v bistvu dalj časa ohranjala še vid, tako da je lahko vozila, ona je nehala voziti, kot je povedala pred nekaj leti. S to lahko, z terapijo, lahko pomembno odložimo poslabšanje vida. Zdaj, preprečiti, jasno, pozdraviti, te degenerativne bolezni ne moremo je tudi preprečiti. Mi preprečujemo bolezen tako, da vplivamo na dejavnike tveganja. Dejavniki tveganja za starostno degeneracijo makule pa so glavni dejavnik je starost, tega naenkrat ne moramo vplivati, drugi dejavnik je pa dedna nagnjenost, na to pa tudi zaenkrat še ne moramo vplivati. Vemo pa, da je zelo pomembno, da ne kadimo, da imamo zdrav življenjski slog s čim več gibanja in neprocesirano prehrano, čim več zelenoliste zelenjave, da je zelo pomembno, da je dobro nadzorovan krvni pritisk, sladkor in pa nivo maščob v krvi. Kakšen pa je ta čas od diagnoze do tega, da potem človek, pacient res zelo težko vidi, koliko je to lahko, kako dolgo obdobje? Odvisno je tudi, kdaj, v kateri fazi se postavi diagnoza. Če se diagnoza postavi zelo na začetku, ko mi v makuli vidimo začetne spremembe, druze, pregrupacije pigmenta, so potem to leta. Govorimo o letih. Če pa so spremembe že bolj napredovale, pa lahko v nekaj mesecih pride do poslabšanja, do napredovanja v neovaskularno obliko, medtem ko pri geografski atrofiji pa se ponavadi receptorji sušijo iz zunanjega dela makule in traja kar nekaj let, da zajamejo tudi center. V bistvu je makula majhen del očesa, to je 1,5 mm velik del očesa. Pa tukaj govorimo o zunanji in notranji del, ker ko je prav centralni del prizadet, takrat pa izgubimo tudi centralni vid. Tako da je to bolezen, ki poteka, ki napreduje v letih, če pa se preobrne oziroma napredujejo spremembe v neovaskularno obliko, pa lahko centralni vid postane zelo močno prizadet že po nekaj tednih oziroma nekaj mesecih, če ni zdravljena. Če pa je zdravljena, pa to izrazito poslabšanje lahko preprečimo ali pa vsaj močno odložimo. Še je kakšno vprašanje? Zdravljenje, kaj pa recimo take osebe, kot imamo s kromito, imamo očala, smo bolj podvrženi potem tej ali ni nujno? Ne, to nikakor ni nujno. Najpomembnejši dejavnik tveganja je starost, se pravi po definiciji je to starostna
degeneracija rumene pege, starostna degeneracija makule, se pravi starost po 55. letu, govorimo o tej bolezni, da se pojavlja, se pa res z leti eksponentno povečuje pojavnost te bolezni. Drugi dejavnik tveganja je pa dedna nagnjenost. Tu ni direktnega dedovanja, v dedovanje je vključenih več kot 30 genov, poligensko dedovanje, tako da se sploh ne določa te genske slike za dedovanje degeneracije makule. Vemo pa, da če so imeli starši degeneracijo makule, je večja verjetnost, da jo imajo potomci, pogosto imajo bratje, sestri naših bolnikov tudi degeneracijo makule. Tako da to sta najpomembnejša dejavnika tveganja. Rekli ste, da na začetku sam ne zaznaš. Kako pogosti pa so te pregledi pri oftalmologu? Ja, oftalmologi na splošno svetujemo pregled, temeljit očesni pregled, vsaj takrat, ko se predpišejo prva presbiopa očala, se pravi prva očala za brat, to je takrat okrog 40-45 leta, da se takrat naredi temeljit pregled, vzame anamnezo, tudi zaradi drugih bolezni, naprimer zaradi glaukoma, ki lahko tudi ukvarja vita, ne? No, da se takrat naredi temeljiti pregled, potem pa se svetuje preglede na 2 leti, če ni kakšne posebne patologije. Če pa so ugotovljene spremembe v makuli, v smislu degeneracije makule, pa svetujemo preglede glede na tip, na izraženost sprememb. Od začetka je dovolj na pol leta pregled. Če so pa spremembe, mi rečemo, zelo suspektne, se pravi take vrste, ki pogosteje napredujejo v vlažno obliko, pa se svetuje preglede pogosteje. To oftalmolog sam oceni, ko naredi natančen pregled globine očesa, očesne makule. Še kakšno vprašanja? Če jih ni, potem bi se jaz vsem govorkam lepo zahvalila za vse podane informacije in tudi še posebej gospe Mariji Osana Bartoncer, ki je bila danes z nami in je delila svojo izkušnjo. Zdaj pa potem bom vse povabila tudi, da se pogledamo center. Morda naj omenim še to, ob dnevu Bele palice, to je 15. oktobra, to je prihodnji teden v torek, bo tukaj v tem centru potekalo tudi strokovno srečanje, ker želimo tudi strokovnjake, ki delujejo v domovih za ostarele, osebne zdravnike, medicinske sestre, to se pravi vse, ki delujejo tudi v centrih za krepitev zdravja, tudi v športnih aktivnostih, oborožiti oziroma jim predati vse te informacije in vsa ta potrebna znanja, da bi znali prepoznati in potem tudi pripraviti, ustrezno prilagoditi svoje dejavnosti. Tako da, če boste to informacijo potem delili tudi z javnostjo, vam bomo hvaležni, zdaj pa vas vse lepo vabim na ogled centra.